Dobar dan. Iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Vami sem Žiga Žnidaršič. SDS in SNS sta zbrali 30 podpisov, ki jih potrebujete za zahtevo za razpis referenduma o plačah sodnikov. Čakaj, oni so proti? Oni so proti, ali kaj? Ne, fugat pizda, stari, veš kakve plače imajo sodniki? A veš koliko dobi Izmailović iz Šiške? Na tekmo zadnji bi razlagal 22 evrov. 22 evrov bruto, pizda. Stari, kako ti pošten sodu? Kako bo pošten sodu? Če bi bil jaz fuzbaler, stari, pa ne on na tekmi, da men sod, sprijem do kazenskega prostora, načrti stari, ta prvega, ki mi pride nasprot, sam na goben sosekam. Kako mi bo zdaj Izmailović pisku faul, če sem ga pred tekmo pelil na per? Ne na enega, na dva. Veš? Bruto plačamo 22 evrov. Ste me dvognem. S tem hočeta pokazati, da je povišanje mlač v času gospodarske krize nedopustno in nesprejemljivo. Ma jebite se, no. Ma linčiš pizdo, stari. Ma linčiš pizdo, a ti nisem lanski pe mlaču. En baletnik, stari, delo mamer. Delo vlade je komentiral tudi prvak, se ne zmagal nič. Pizdo no zmagal, no. Pizdo zmagal, no dej da vidim kaj reči. Slovenska vlada v primeru sodnikov, pa tudi druge, deluje tako, kot da bi se učila pri Strojanovih. Tam gre za goljufijo, tam gre za prevaro, tam gre za prijateljsko prepričevanje in prijateljsko pomoč. Vlada v primeru dviga sodniških plač ravna grozljivo in tudi v neskladju z sodbo Ustavnega sodišča. Ne me jemat, pizdo, no. Ne me jemat. Ker smo pa šla z Jelinčičem leta 2002 v Nov Mest, ki je v cerkev bratrancev odstojena, polni crkvene ikone. A to mu v redu, ali kaj? A to je bil pa dober biznis, pizdo. Ja, se tem ni čujem. Moja se ga natrni, zdaj pa jezen. Denarjem se vse konča, veš, prijatelj. Na včerajšnji predstavitvi predloga proračuna za prihodnji 2 leti je minister za finance Franc Križanič dejal, da pri sprejemu interventnega zakona ne gre za propad socialnega dialoga, saj sindikati malo razumejo in ostajajo njim partnerji. Poleg tega pa je zagotovil, da je vlada v zakon vključila, kar je razumela iz socialnega dialoga. Če bodo se napovedi, ki so zelo slabe, za drugo leto slabe, stagnacija, ne upadanje, 1% rast je namreč stagnacija gospodarske rasti, to ni neka omembe vredna rast. V tem primeru bo težko izvesti uskladitev plač javnih uslužbencev. Če se bo rast pospešila, če bo prišlo do učinka ping-pong žogice, se pravi, da je najprej povpraševanje padlo, pa je šlo potem nazaj gor, potem bomo pa to lahko hitreje šli. In trenutno v interventnem zakonu predvidevamo, da bomo drugo leto poskušali iti še z eno uskladitvijo. In izvedljiva pa bo, če se bo rast povrnila. Če ne bomo morali zopet prositi za odlog. Jaz mislim, da to ni smrt socialnega partnerstva, mi se ves čas pogajamo, ampak v teh pogajanjih se seveda ne moreš pogajati, da nekaj izvedeš, kar je praktično neizvedljivo in nelogično. To pa je ta uskladitev kot temelj. Ostalo se pa upočasni in se kasneje potem dvigne nazaj na normalno raven, ko se bodo dohodki zopet izravnali. Zdaj Grižaniča. Moj fizioterapeut Zaharlja je bil Grižaničev sošolc za gimnaziji, prvi pa drugi letnik. In pa je bil v prvem letniku Grižanič takoj vsem v enem mesecu dolžen. Vsem. In potem je šel v prvi B in se je dan sposodil, da je vrnil svojim. In ko sem jaz to smišljal, znali, sem vedel, da iz njega še nekaj bo, ker tip je imel smisel za etiko. Totalno čutil za etiko. On je bil dolžen in ravnatelju in snažilki. No, zdaj pa minister. Srbski gospod predsednik Boris Tadić si je včeraj v spremstvu slovenskega kolega gospoda predsednika Danila Türka ogledal ljubljansko podjetje Hermes Software. Na obisku sta se gospoda predsednika seznanila s delom podjetja in njegovimi vizijami. Gospoda predsednika sta nam dovolila posneti njun sprejem o Hermesu, na vprašanja pa po ogledu nista odgovarjala. Skaj nas kaj zanima, jebite se. Tri proizvođača gaming platformi na servisu, znači postoje, to su G2, GCS. Yes, tako je. Vratili se, naša misija je da isključimo potrebi. Focusing, we believe there are two
very important things in the telco industry. One important thing is to be fast, to be agile, to introduce new products and new services. Alkohol Slovence spremlja že od malih nog. Nekateri so ga prvič poskusili v osnovni šoli, drugi so prvič cuknili šilce doma. Tretjim je pomagal zaspati, ko so delali zobe. In tudi nova anketa o alkoholizmu, ki jo je opravilo društvo Žarek upanja, potrjuje, da je skoraj 90% osnovnošolcev že poskusilo alkohol. Seveda je problem zelo... Kakšen problem? Zakaj imam problem? Seveda je problem zelo resen, na kar opozarja tudi ombudsmanka Zdenka Čemašek Travnik, predsednik društva Mitja Levačič, pa problem rešuje tako, da otrokom pred 9. uro zjutraj ponuja rumove kroglice. Nič ne razumem. So rekli, zdaj bom pa naredil poskus, koliko otrok je v tem razredu mogoče že pilo. Prinesli so eno tako veliko škatlo, popolno rum, koliko so jih kroglic. Dali so enemu fantu, bolj močnejšemu, eno kroglico, da je pojedel, čez 5 minut je napihal 0,22 promila alkohola. Potem je ena punčka se ostala, prav zdaj bi pa še jesti. Je ona pojedla eno kroglico, ampak ko je pihala, je napihala 0,79 promila alkohola ob 9 pa 15 uri zjutraj. Ti kakšne rumove kroglice jim je pa dal? Prefuknjeno, kako? O tem, koliko alkohola in kdaj pijejo mladi, pa smo vprašali tudi na ključne obiskovalce Ljubljane. Pa jaz mislim, da ne pijejo toliko, sem pa kakšnega pijanega vidimo, vse smo mi tudi pili, smo bili mladi. No, mislim, da je nekaj pravzaprav tudi tradicija, ne, naša slovenska, s tem, da smo zelo tolerantni do alkoholizma, zelo skrivamo oziroma po drugi strani pa ga zelo propagiramo. Ne. Pač menim, da bo zmer prej, ne, pač, da bo mladi poskušali, zato ker se sam še to vse govori po medijih, dajmo se ga napiti, pa dajmo ga žurati. Pa oni tudi to probajo, sva se ne grejo več igrati ven, ampak grejo ven pa se napijejo. Kamor pridejo, vidijo pa odrasle piti na vseh zabavah. Včasih se še postavijo, ne? Moj otrok je pa že probal pivo. Mislim, jaz se zgrozim, ko to slišim. Si slišim, Nuna? Lepo je povedala Nuna. Tradicija je njega. Pa ne znam tradicija. Jaz zjutraj ne moram dati noge čez Harlija, če ne spijem za eno vodka na en mul. Kako? Ne moram, mišice so mrtve. O tretjem življenjskem obdobju morda dneva Danko Kranjc. Medgeneracijska solidarnost, medgeneracijsko sožitje ali medgeneracijski konflikt. Potrebovali bi prvo, drugo se čudno sliši, tretje pa žal imamo. Imamo medgeneracijski konflikt zaradi predstavnikov upokojencev, ki delujejo na tak način zelo egoistično, zgolj za svojo generacijo. Mladi so pri vseh stvareh izzeti. Najprej lahko izpostavim primer pokojnin. Sedaj veljak Desusa govori, ne bo se to poznalo na javnih financah. Kaj pa govoril takrat, ko je podpisoval pogodbe za Patrije? Da se tudi to ne bo poznalo na javnih financah. Ti predstavniki delajo zgolj za velike firme, za velike lobije. Tudi v ozadju spora Vzajemna Desus oziroma ZDUS je Triglav zavarovalnica, očitno, ker je sponzor vseh prireditev ZDUS-a. Tudi vse ostale zavarovalnice so sponzori tistih predstavnikov civilne družbe. Žal, potrebno je povedati, da v primeru Vzajemne mladi nismo zastopani in to bo potrebno spremeniti. Odločevalci so v večini starejši, stari in seveda poskrbijo za tiste, ki jim dajo podporo. Mladi so pač tisti, ki ne gredo na volitve in so vedno izvzeti. Mladi so brez služb in že imajo velike dolgove. Kako bomo te stvari uredili? Potrebna je solidarnost tudi znotraj generacije. Solidarnost med samimi upokojenci. Ni prav, da imajo ljudje 170 evrov pokojnine. Ni pa tudi prav, da imajo nekateri zelo visoke pokojnine in niso pripravljeni niti malo prispevati k temu, da bi se tistim, ki imajo najnižje, le-te dvignile. Seveda pa morajo upokojenci deliti usodo vsega ostalega prebivalstva, predvsem delavcev in tudi mladih. Mladi smo tisti, ki bomo nosili breme vsega tega, kar se sedaj dogaja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac.
Boleni prispevek v grafiti v Ljubljani nam je dal navdih za nadaljevanje. Z Gamenom smo se tokrat odpravili iskat grafite bolj artistične narave. Še naprej lepo, avtomobilisti pa opozarjamo, da je na cestah še vedno veliko zmedenih prvošolčkov. Dovolj je eden, da vam ukrivi blatnik. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.